Presenta la tua organizzazione, il tuo nome, il nome della tua organizzazione e dove lavorate. Sem Borut Jerman, predsednik Kulturno-izobraževalnega društva PINA. Kulturno-izobraževalno društvo PINA deluje v Kopru, v Sloveniji, sicer pa ima projekte po celem svetu. Quali sono le principali attività dell'organizzazione? V bistvu PINA pokriva pet stebrov, ki niso vsebinski, ampak govorijo o pristopih, ki jih uporabljamo, in sicer steber neformalnega izobraževanja, steber participacije, steber kulture in umetnosti, steber podpornih okolij in steber informiranja. Na vseh teh petih stebrih se ukvarjamo z raznolikimi izzivi, ki imajo skupne točke, in sicer dinamike, ki se dogajajo v sodobni družbi, ki jih naslavljamo za načeloma izboljšati družbo, v kateri živimo. Come è composto il gruppo di lavoro e come siete organizzati internamente? V bistvu vsako izmed teh področij ima koordinatorja, notranje organiziranje pa deli zaposlene na 5 nivojev, začenši s projektnim sodelavcem, višjim projektnim sodelavcem, vodjem projekta, višjim vodjem projekta in vodstvom. V bistvu organizirani smo izrazito heterogeno in posameznike in posameznice znotraj PINE delujejo na več projektih. Imamo pa tudi horizontalne službe, imamo službo za oblikovanje, službo za komuniciranje, službo za administracijo, ki skrbijo za vse projekte. In v bistvu sodelavci in sodelavke, kot rečeno, delujejo na različnih projektih, tako da kakšenkrat je nekdo v vlogi vodje projekta, kakšenkrat je nekdo v vlogi strokovnega sodelavca, vsebinsko na projektu. Imamo pa tudi v bistvu vodjo izobraževanja, ki skrbi za implementacijo neformalnega izobraževanja, vodjo za participacijo, vodjo za umetnost in kulturo, vodjo za informiranje in vodjo za podporno okolje. Come coniughi la sostenibilità economica della tua organizzazione con la sua missione sociale? Avete incontrato delle difficoltà? V bistvu ja, poslovni model, v katerem delamo, pač financiramo se večinoma z mednarodnimi razpisi, ki jih menedžerirajo ali centralne razpisne agencije v Bruslju ali državna ministrstva. Trenutno imamo pogodbe z 5 ministrstvi Republike Slovenije in z več evropskih skladov. Pač poslovni model, ki temelji na zmagovanju projektov na razpisih, je težko predvideti uspešnost. Četudi PINA ima relativno visoko stopnjo uspešnosti na prijavah, še vedno v bistvu na nek način prijavljamo veliko. In ja, ker pač nimamo sistema, ne obstaja sistem, ki bi nam povedal, kolikšna je verjetnost, da bo razpis uspešen. Tako da v bistvu je težko predvidevati, kar pomeni, da smo konstantno pod dvojnim pritiskom, in sicer pod pritiskom implementacije projektov, izvajamo verjetno več kot 20 projektov istočasno, hkrati pa konstantno razvijamo projekte, prijavljamo, iščemo priložnosti, tako da dajmo reči, da iz vidika trajnosti, še posebej iz vidika obremenitve ljudi, ta poslovni model ne ravno blesti. Quali sono i punti di forza dell'organizzazione? Definitivno kader, v bistvu uspešnost kadra, usposobljenost kadra, predvsem pa srce kadra in zagnanost in motiviranost, ki seveda se ne zgodijo samo od sebe, pač imamo zelo dobro razvito kadrovsko politiko, zelo pedantno iščemo nove sodelavce in sodelavke, hkrati pa skrbimo za notranje vzdušje in motivacijo in seveda pač vsebine, ki jih pokrivamo, so izredno relevantne za družbo, tako da v bistvu v vseh teh letih delovanja, PINA namreč ima več kot 25 let izkušenj, smo nabrali dovolj kilometrov, da vemo prepoznati, kje so izzivi sodobne družbe in tudi kako jih naslavljati. In che modo hanno influito i rapporti con le amministrazioni locali e con altri attori nel lavoro della tua organizzazione? Zanimivo je, da nismo odvisni od občin in lokalnih institucij, kajti velika večina našega financiranja prihaja z drugod, kar nam omogoča zanimiv status, in sicer veliko se pogovarjamo z lokalnimi skupnostmi,
veliko projektov tudi usmerimo v delovanje na lokalni skupnosti, predvsem podpiramo področje participacije in neformalnega izobraževanja in umetnosti, kar nam je v bistvu na nek način zagotovilo mesto relevantnega sogovornika, ki ga občine v Slovenski Istri poslušajo in aktivno si izmenjujemo mnenja in stališča. Seveda pa nismo taka vrsta organizacije, da bi na aktivističen način imponirali naše stališče. Bolj nas zanima, kako opremiti prebivalce in prebivalke za potrebnimi informacijami za izgradnjo stališča, ki ga bodo sami potem perpetuirali. Elenca 3 parole che rappresentano la tua organizzazione. Skupnost, povezovanje, sodelovanje. Grazie.